Zvezki in še več zvezkov. In danes se je izkazalo, da breme ni pretežko le za osnovnošolce. Zataknilo se je že pri pripravi torbe. Marsikdo v svoji ni našel tistega, kar je želel. So kakšne težke reforme noter? Sam bi si jih želel, ampak saj vidite, da jih že nekaj časa ni. In ker se niso mogli poenotiti o vsebini, so se znašli drugače. Z utežmi si pomagamo, ker so torbe... Niste dali kakšnih zakonov, ne? Čeprav pravih zakonov ni bilo, se je poslanec SMC spomnil na tiste, ki so veljale v njegovi mladosti. Mi smo vsi na eni rami nosili prav, da smo bili bolj cool, ne? A vseh bremen se na eni rami ne da nositi. Poslanci pač imamo na srečo to nalogo, da nosimo predvsem tegobe in težave državljanov na svojih ramenih. Za nekatere je bil nahrbtnik preveliko breme. Kje imate pa vi, gospod Vatovec? Ne morem se, ker sem se kar, bom rekla, izogibala takrat, ko sem šla na nujne stvari, sem jo raje pustila na mesto, kajti dvigovanje in dajanje dol je kar naporno. Tako naporno, da niso popustili le nekateri poslanci, pač pa tudi torbe. Ker nekam težko dihate. Moja se je strgala, cela torba tako je težka, da enostavno ni zdržala. Po pol ure nošenja, pogledajte, kaj se je zgodilo, ker samo potrjuje, da je to izrazito težko. To pa je olajšanje. Pa moram povedati, da čutim lopatico, ne? Vas kaj bolijo rame? Rame pa hrbet bolj. Če bi me samo od šolske torbe bolele, potem bi bila še vesela. Ja, jaz se pa ne bom pretvarjal, mene pa bolijo rame. Je težko, sem dve stvari gotovo, da sem pretežek, pa da sem v preslabi kondiciji. Tako da imam 2 novoletni zaobljubi že v glavi. Tretja pa bi morala biti, kako zmanjšati bremena tistih, ki torbo nosijo vsak dan in ne le en dan v letu.